poldrugi mesec že traja vojna v Ukrajini, super sogovorniki in sogovornicami naslavljava pač različne vidike tega konflikta. Najdete jih pod zavihkom Evropska četrt. V tej epizodi pa je z nama kolega Boštjan Anžin, izvrsten dopisnik RTV iz Beograda in pokriva tudi celo regijo. Boštjan, živjo. Živjo. Aljaž, da se pomenimo o vplivu Rusije na Balkanu, o povezavah srbskega predsednika Vučića s Putinom, o situaciji tudi v Bosni in Hercegovini, kjer se zdi, da Vučićev satelit Dodik, da se trudi zanetiti spopad. Tako da o teh stvarih bova tokrat debatirala. Boštjan, povej, kako si v Beogradu? Ja, končno. Mislim, itak, ko sem prišel v Beograd iz vseh teh službenih poti, so bile tukaj volitve, tako da, ja, se še sestavljamo opremo, ker se pravim, ko smo šli, Moldavija je najprej ekran crknil, pa smo rekli, okej, pol je v Sarajevu že bil problem s tonom, v Beogradu je šlo pa vse v maloro, tako da smo si zdaj sposojali kamere, vse in je skrajni čas, da pridem malo v Slovenijo vse to poservisirati, no. Ampak drugače pa, polno dela, tako, res. Preveč delaš, veš, zato imaš te defekte. Ja, to bo. Pa še vožnja, ne, mislim, jaz sem po mojem še vedno pod tem stresom od te vožnje po Romuniji, ko greš k Tetris, ne, tako malo loviš, ker sta 2 pasova, pa naredijo 4 in pa moraš ti tako malo. To je res doživetje. Da štartamo, mislim, tema je ful zajetna, pa bomo probali nekako pol ure, da vidimo, kje ta del sveta, regija stoji, ko gre za vojno pa za odnose do Rusije in ruskega predsednika. A poveš za tiste, ki mogoče niso to spremljali na dnevni ravni in sem pa tja ujamejo kakšne novice, kje je nekako bila Srbija, iz kjer ti poročaš v kontekstu te vojne? Kje so ljudje, za koga v narekovaju navijajo, kaj kažejo ankete, uradna politika in tako? V bistvu imamo danes novico. Danes, se pravi, zdaj je Srbija podprla tudi izključitev Rusije iz Sveta za človekove pravice Združenih narodov. In to je danes top novica in vse stranke na desno in teh je zdaj po zadnjih parlamentarnih volitvah spet več, ne, in to precej bolj radikalne. Zdaj, ko bomo poslušali razpravo v srbskem parlamentu, bo Vučić kar naenkrat zgledal zelo smeren. Skratka, zdaj tukaj so v bistvu protesti, da ta tehnična vlada, ki je trenutno sploh ne bi smela ničesar sprejemati, naj se vzamejo nazaj vse te odločitve. Skratka, poleg tega, včeraj danes se je zgodilo, se pravi, so tudi podprli to obsodbo Rusije za napad na Ukrajino v Združenih narodih takrat. Niso se pa pridružili sankcijam in jaz mislim, da se pravi, Vučić najbolje dela to, ne, da je na 2 stolih in poskuša zavlačevati in zdaj v bistvu malo računa na en pok znotraj Evropske unije, ki se že mečkrat nakazuje, ne, z Madžarsko, in računa na to, da bodo na njega nehali pritiskati. Zdaj, kar se tiče ljudi, zdaj težko ti povemo o procentih, no, po nekaterih raziskavah jih je 60% proti kakršnikoli sankcijam na Rusijo, podpirajo Rusijo in tako naprej. Zdaj ne vem, koliko so to reprezentativni vzorci, ampak če se pogovarjaš s komarkoli tukaj, ne, o tem, si po 5 minutah na bombardiranju Jugoslavije in to se ni zgodilo z odobritvijo Varnostnega sveta, če niso obsodili tega, zakaj bi obsodili to. In tukaj je v bistvu ena taka zimzeleni stavek je, ne režimo veje, na kateri sedimo, ker vemo, ne, Rusija je poleg tega, da so zelo čustveno navezani in to so zelo poskrbeli tudi tukaj politiki v zadnjih letih, ne, mi nismo nič poslušali o pomoči Evropske unije, ampak smo skozi poslušali, kako Rusija pomaga, Rusija, bratski narod, mi in Rusi in tako naprej. Imamo Kosovo, imamo Republiko Srbsko in na konec koncev ne, tudi popolno odvisnost od ruskega plina. Tako da težko bo zdaj, ne? Povej, ko rečeš popolna, imaš kakšen odstotek tako? Oni so prodali, v bistvu, oni so prodali kompletno svojo naftno industrijo Rusiji, ampak to ne Vučić, ne? To so že upravile vlade pred tem, ne? Tako da oni so bili zdaj zelo v bistvu v paniki, ker se jim je obetalo preko jadranskega naftovoda nek embargo in tako naprej. In zdaj potem, ko so oni glasovali za izključitev Rusije iz Sveta za človekove pravice, so danes tabloidi naklonjeni seveda Vučiću, polni novic, kako so oni zdaj uspeli v Bruslju doseči tega, da blokade ne bo in da bo tudi po 15. maju prihajal sem plin. Ne, čeprav mi vemo, da nam so skozi razlagali, da imamo najboljše cene, da niti slučajno ni ogrožena dobava karkoli, ker smo najboljši prijatelji z Rusom.
Zdaj se je kar naenkrat to čist spremenil. Pa včeraj se je pogovarjal Vučić z Putinom, in je bilo potem zanimivo brati to PR, potem se pravi sporočilo za javnost, notri je ves čas ruska operacija, rusko posredovanje, skratka tekst napisan tako, kot so želeli Rusi. Zdaj ta odnos med Srbi in Rusi in med državo Srbijo in državo Rusijo je toliko kompliciran, koliko je dolg. Že sam si omenil Kosovo, pa takrat so Rusi na hitro zasedli prištinsko letališče po posredovanju Združenih narodov na Kosovo in so ravno šli skozi na Beograd in potem tisti hiter naval na Prištino na letališče, pa po drugi strani dejstvo, da je ta odnos v bistvu enosmeren, ker Rusi pogosto Srbe uporabljajo kot neka vrste figuro na šahovnici, redko kdaj pa imajo Srbi kaj od tega. Ampak kako odvisna je pa aktualna srbska oblast od Moskve? Skratka, moje vprašanje je, koliko je tukaj zdaj nekega teatra za zadovoljevanje nekih domačih javnomnenjskih pričakovanj in koliko so ravnanja srbskega predsednika Vučića dejansko odvisna od dobre volje Moskve? Mislim, da bi bila zelo odvisna od dobre volje Moskve. Ne. Jaz mislim, da ne, da je bolj pomemben ta faktor volivcev njegovih, še posebej zdaj bil, pred volitvami. Ker tukaj, ko se pogovarjajo z vsemi strokovnjaki, menijo, da so ZDA in Evropska unija tiste, od katerih je odvisna Vučićeva politična prihodnost in ne Rusija. Ker ta Rusija je res, tudi recimo en običajen Srb, ki ga boš vprašal in je rusofil in vse, in boš na koncu vprašal, pa bi se, hčerka tvoja bo šla v tujino študirati, kam pa, Berlin, karkoli že. In potem vprašaš, pa bi bila varianta, da gre, ne, v Rusijo pa ne. To je en tak zanimiv odnos. Vučić je pa, na tem je on gradil, saj na tem vsi gradijo, tudi Dodik v entiteti Republiki Srpski. To, da so vrata kadarkoli odprta in da zdaj mi govorimo o ozemeljski celovitosti Srbije, ki je po ustavi Srbije vključuje Kosovo. In oni natančno vejo, da v bistvu brez Rusije nimajo v varnostnem svetu več nobene prepreke, da ne gre to Kosovo tudi skozi, ker Kitajska je bolj kot ne odvisna od glasovanja Rusije, se pravi, ponavadi se pridružijo, recimo tudi pri zadnjih stvareh, pri tem podaljšanju misije Evropske unije v Bosni in vse tako je bila Rusija tista, na katero smo spremljali, Kitajci so glasovali zraven. In če se bi podrlo zdaj vse to, kar so Srbi poslušali zadnjih 20 let, Kosovo je Srbija in vedno bomo imeli za sabo Moskvo, ki bo podpirala resolucijo varnostnega sveta in tako naprej, bi se tukaj marsikaj podarili, v bistvu ne samo politika, tudi vse te predstave o življenju izven Srbije. Tako da zdaj je Vučić v tem smislu odvisen od Rusije, ker ve, da ima pa zdaj tukaj pa zelo močno tudi politično konkurenco, kar se te Rusije tiče, in to še bistveno bolj zaostreno od njega, in to bo imel on ogromne probleme, ker tukaj imamo zdaj že napovedane proteste. In te protesti so ponavadi, potem ko se tukaj enkrat začnejo v Srbiji, lahko trajajo zelo dolgo in zdaj, če napoveduje, da bo se vlada nova sestavila šele tam enkrat do poletja, to pomeni, da imamo en ta vakuum, vmes, ko bodo vsi pritiskali in zahtevali nekaj od nove vlade. Vemo pa, da je predsednik Vučić tisti, ki je tukaj tudi v bistvu premier. Mi sicer nimamo predsedniškega sistema, ampak zgleda točno tako. Skratka, vse niti so v Vučićevih rokah in zdaj, v bistvu, ko gledamo nazaj, on poskuša določene napake, ki so se zgodile, zdaj izven konteksta, ampak recimo Rio Tinto, odpovedali smo se Rio Tintu, je včeraj že bilo na RTS-u slišati, jaz, če bi bil premier, tega ne bi naredil, ampak sem razumel Ano Brnabić, ki je to naredila, mislim, da ni dobro odločitev. Takrat nam je pa razlagal, kako gre on nasproti z ljudstvom in če ljudstvo meni, da ne, pa ne. Skratka, on je zelo spreten politik, ne glede na to, kaj si človek o njem misli. Poleg tega ima tukaj tako medijsko podporo, in te tabloidi so v bistvu v veliki zadregi zdaj, ki so provladni, pa tudi recimo provladne televizije, ki so prej ves čas v bistvu ljudi prepričvale,
ne zdaj čist direktno, ampak da je pač Ukrajina tako rekoč napadla Rusijo. Ne. Tukaj ima marsikdo res čist narobno predstavo. Jaz recimo, ko sem bil v Republiki Srbski, sem doživel take izbruhe tam ljudi, ki sem jih samo preprosto vprašal, kaj si pač mislijo o vsem tem, tako neobjavljive stvari, ne, kako je treba pobiti vse Ukrajince, ki so zatirali zdaj leta in let. Mislim, res ekstremne izjave. Ne, in potem se človek, ko mu ves čas govorijo razni analitiki, ne, tukaj ni več ljudi, ki bi prijeli za orožje za svoje politične voditelje. Ne? In pol ob takih pogovorih si pa rečeš, mislim, kakšen pa je. Ne? In če jih je ene par, je tukaj potem na Balkanu, karkoli se medetičnega zgodi, je to takoj velika stvar. Zato v bistvu te strahovi zdaj, ne? Kako bo. Ampak zaenkrat, no, si pravim, Vučić še vedno vleče to linijo 2 stolov. Ne? Pogovarja se z Rusi in pravi, da so bili pod strašnim pritiskom, zato so v bistvu mogli glasovati za izključitev, ne? Ampak da so seveda prijatelji in da sankcij ne bo nikoli. Potem po drugi strani pač Evropski uniji razlaga, ne, saj sem glasoval z vami v Združenih narodih, pa to, ampak kar se tiče sankcij, pa pač ne bo šlo v tem trenutku. Briljantno v bistvu, ne, in neverjetno dolgo to pele, ne, ker mi zdaj se že leta pogovarjamo, Vučić se mogo pa zdaj že počasi odločiti, da bo sedel na vzhod ali zahod, ampak smo še vedno tam, ne. Sem eno stvar bi mogoče klele dodala, ker razpravljamo o tej izključitvi Rusije. Ne. Velika stvar, absolutno zelo pomembna organizacija tudi, ne, to sedežem v Ženevi, ampak par let nazaj, če se spomnite, je Amerika v bistvu sama pod Trumpom šla ven iz tega, ne, sveta in po naški nikome ništa, v narekovaju. Ne. 2 stvari, Boštjan, omenil si parkrat zdaj medije. Spremljamo seveda to opranost ljudstva, ki jo gledamo ali pa dobivamo sliko iz Rusije, pa to opranost, ki je madžarska, a je v Srbiji tako, a se da, lahko ljudje, dobro, kle v Srbiji ni tako, kot v Rusiji, prepovedani Facebook in podobno, ne? Ampak a je se še da tist, ki hoče vedeti več, da ga glih ne plahtaja vsak, ki ima 2 sekundi časa, a se da še kaj prebrati, zvedeti kaj drugega od tistega, kar furajo mediji, ki so koliko, 80-90% pravzaprav Vučićevi. Tako nekako, kdor želi, lahko najde, ne, to tukaj ni problem. Tukaj recimo je tudi v bistvu vrhunsko neodvisno novinarstvo, ne, samo je tako skrito, ne, to so pač določeni novinarji, ki to objavljajo na svojih portalih, ampak dokler to ne pride v nek mainstream, ne, rekel Pink ali pa RTS ali pa nekaj podobnega, to ne obstaja, ne? In v bistvu začne obstajati šele v trenutku, ko nekdo iz vladajoče garniture to demantira. Se pravi, mi ne zvemo osnovne novice, ampak zvemo, srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes strogo zanikal to, kar so poročali te in te o tem in tem. Ne? Skratka, neko tako pol novico, ampak samo veš, da je spet neki novinarji, ki so se spet nekaj zlagali o Vučiću ali pa kaj podobnega. Ne? Imamo, ampak tukaj recimo so tudi zdaj še vedno prisotni, ne, ruski mediji in so v bistvu bistveno bolj brani kot pa recimo kak BBC ali pa CNN. Ne, ker tukaj je poleg tega, da so zelo proruski, je treba vedeti, da so zelo protiameriški. Ne, v bistvu ta NATO napad, to bombardiranje, sankcije in vse to od tega tukaj ne bojo pozabili in še enkrat, ne, tukaj jih je ogromno, ki se tudi zelo trudijo, da tega ne bo nihče pozabil. Ne, in zato pa imamo pol to sliko v bistvu. Ne. In potem je prišla še ta pandemija, kjer se je v bistvu še nekako Evropsko unijo rekla, poglejte, ne, tudi oni so nas pustili zdaj na cedilu, ne, mi imamo samo še Kitajsko in Rusijo. Ne. Kar je meni čist neverjetno. Ja, Rusija pa Kitajska, polih pa vprašaš, kam grejo potovati, kam bi šli v službe, kam bi šli se šolati, je pa Zahod. To je podobno kot Kosovo, ne? Kosovo je Srbija, ne? Potem pa vprašaš kogarkoli, jaz si že bil kdaj na Kosovu, ne, in pa jaz rečem, mi to grejo pa zdaj nekaj poročati na Kosovo, ker je res, ne, pridati v Prištino je tako, kot bi prišel katerokoli drugo mesto, nič groznega, ne. In potem sedim enkrat z Janjo in še z enim snemalcem v Prištini na kavi in prebiram srbske novice in obsedeno stanje v Prištini, na ulicah, policija, vse živo, mi smo sedeli pa na kavi, ne. In zdaj ta novica, kaj se je dogajalo v Prištini, kjer se ni nič dogajalo, ker sem bil jaz tam, se je rolala po srbskih medijih še en teden, ampak potem ne več, ne, ampak smo šli potem naprej, kaj nameravajo na Kosovo narediti s Srbijo, kdo jim vse bo pomagal, ker tukaj vsak dan, ko bereš tabloid, nekdo nekaj hoče Srbiji, ne, ali je to NATO, Hrvaška, ali kdorkoli, ne, in to,
To oni zelo dobro ohranjajo in ta mit o Kosovu in pa sploh, no, ne vem, sej verjetno človek opazi, če hodi po Beogradu. Tukaj mimo grede kupaš majico Ratka Mladića ali pa, ne vem, Miloševića, napisi, Zejev, kar naprej, posod, tudi recimo, ali pa recimo na severu Kosova, v Mitrovici, tam je en kup teh grafitov. Tukaj za vsak grafit, ki ga poskušajo recimo nevladniki pobrisati, ker rečejo, to pa res ne more biti, da vojnega zločinca zdaj mi tukaj slavimo, je cela drama, vedno. In te grafiti so zdaj že, v bistvu so šli že tako daleč, da so vsi narejeni na tak način, da se jih v bistvu niti ne da. Se pravi, če nekdo z belo barvo prebriše, pridajo spet oni, pobrišajo vse dol, ker je to že vse zlakirano in vse. In to je ena taka folklora. Jaz vsake toliko časa, ni dolg nazaj, ko sem videl, pa to so bili mladi, to so bili stari 25 let, s kapucami, parkiran avto, 4 žmigoci in so pisali gor, Kosovo je Srbija, Ratko je heroj. Ne znam ti razložiti, to gre od mladosti naprej očitno, v nekaterih familijah. Saj ne rečem, da je to povsod isto. In tudi tukaj v Srbiji je vedno velika razlika med Beogradom, Nišom in temi večjimi mesti, kjer ti lahko gledaš N1, bereš Danas, in nimaš tega občutka, v bistvu, da ti ponujajo, se pravi, že omenjeni Pink in RTS, vse tam. To je pa res, sem po mojem že večkrat povedal, da se tukaj nekdo, ki gleda tukaj televizije, res ima občutek, da je Vučić član družine, ker on je skos na televiziji. V neposrednih prenosih, v posnetkih, iz hladilnika. Iz hladilnika tudi, ja. No, ampak zdaj pa to povej, očitno imajo, pa to je tudi nek stereotip še iz juge, obstaja, da se imajo Srbi za center sveta. Balkan je bil kukar popek sveta in znotraj Balkana Srbija, center sveta, ampak zdaj potem, kar si omenil, ruski mediji in vsa ta propaganda, moskovska mašina je tam. Hkrati se tudi Zahod zbudil in poleg evropske ekonomske in siceršnje pomoči so zdaj spet BBC na srbskom, cel kup drugih medijev / zahodne propagande in noter. Zdi se, da se vendarle zdaj pa zares svetovna geopolitika majčkeno koncentrira tudi v Srbiji. Ali je to samo tak romantiziran pogled od zunaj? Jaz se bojim, da je to tako malo romantiziran. Ja. Mislim, je razlika. In tudi, v bistvu jih je vse presenetilo, kako je Evropska unija v enem trenutku zmožna v en glas nekaj narediti, brez da bi se kregali. To smo zdaj pri Ukrajini doživeli po zelo dolgem času. Ampak po drugi strani pa, kako ne razložim, to je, dokler bo Vučić, se pravi, zdaj se on predstavlja in tudi v Srbiji ni več center sveta, ampak recimo svetilnik stabilnosti na Balkanu. Seveda. Zdaj, dokler Evropska unija pač tako razmišlja, mi želimo imeti tam enega na telefonu s svojimi željami, ne želimo jih imeti 15, in dokler bo zdaj on v njihovih očeh držal ta pokrov na tem balkanskem loncu, ker oni ga seveda tudi vidijo kot stabilen, poroka stabilnosti, se pravi, če Vučić želi, da bo Balkan stabilen, potem bo stabilen, tako razmišlja v Evropski uniji. In dokler to počne, jim je vseeno za, ne čisto vseeno za medije, pa za človekove pravice, pa te stvari, ampak cel ta Balkan je bil zdaj v bistvu 20 let, stabilnost in varnost na prvem mestu, potem šele vse ostalo, se bomo potem ukvarjali z svobodnimi mediji in take stvari. Saj smo posod isto gledali, v bistvu tudi Severna Makedonija, pred to barvno revolucijo, dobro, Črna Gora je mogoče malo drugačna v tem smislu, ampak jaz se bojim, da poleg tega mislim, da v bistvu Vučić trenutno ni prvi na njihovi tapeti, ampak da je to Dodik, ker Dodik jih je pa zdaj že res obživce spravil do konca in pa še tam ne zgleda, da bojo sankcije. Prišel je madžarski zunanji minister, rekel, se pravi, sankcij ne bo in sporočil v bistvu svojim kolegom iz Evropske unije, naj se ne pogovarjajo o Dodiku, ampak z njim. In potem pridajo tja ljudje, visoki predstavniki, ki jih Dodik v bistvu v 15 minutah prepriča, da je vse super, da on samo jemlje tiste stvari, ki mu z Daytonom itak pripadajo, in so vsi pripravljeni se tam usesti z njim pred zastavo entitete Republike Srpske, brez zastave Bosne in Hercegovine. Sprav, tako daleč so pripravljeni v teh svojih kompromisih, samo da
je mir. No, zdaj pa dve stvari sam povej, ker smo v kontekstu te vojne v Ukrajini se pojavlja seveda tudi razmišljanje o tem. Ena, kar me čisto zanima, koliko Dodik dela, kar dela, ne da je pri tem, da mu prižiga zeleno ali pa rdečo luč Beograd oziroma Vučić. A naredi kaj, da ni od tam požegnano? Mislim, da kaj malega že naredi, no, da še posebej retorično bi si po mojem želel Vučić kdaj Dodika med mečkom bolj umirjenega. Ampak više manje ga ima pod kontrolo. Bolj kot ne, jaz mislim, da ja. Okay. No, druga stvar pa, ker smo se seveda vsi bojimo, kaj bo te večje geostrateške igre, ki se jih gre Putin in to, da mu enotna Evropa ne gre v kontekst, da bo poskušal na več mestih trgati, ne? Delati razdor med članicami in tako dalje, in da se kot enega od potencialnih mest konfliktov kaže tudi Bosna, kjer razmere sploh niso rožnate, ne? Kjer je tako, s komerkoli se od tam iz Bosne pogovarja, z Bosanci predvsem, ne? So vsi na trnih in se vsi bojijo, ker spomin tudi na to vojno v 90-ih je še globok in živ. Ne? Koliko nas je lahko res strah, koliko se lahko tega res bojimo, da bi, ne vem, po naročilu ali pa ne se karkoli tam zgodilo. Zdaj, jaz mislim, da kaj tako vojaškega, ne, si sploh ne predstavlja nihče, v bistvu si tudi jaz ne predstavljam, kako bi to lahko sploh izgledalo, ne vem, padalci pridajo, karkoli že, ampak te incidenti, ne, ki sem jih prej omenil, ki pa nikoli ne veš, v katero smer bojo šli, kako veliki lahko nastane, do teh pa seveda lahko pride, ne, ampak tukaj jaz ne vidim samo Dodika, ne, ker v resnici se te bosansko-hercegovski politiki en drugega futrajo z nacionalizmom, to pravijo v Bosni in Hercegovini in v bistvu zdaj imamo mi tam oktobra volitve, in vsak tudi malo kalkulira, če bojo volitve, ker tam bojo sprejeti nov volilni zakon in tako naprej, ampak to nimamo zdaj časa, ampak tam zdaj vsi zelo veliko kalkulirajo in Dodik v bistvu ve, na čem lahko igra. In se je ta retorika Dodikova od trenutka, ko je Evropska unija stopila skupaj, se je zelo spremenila. On zdaj vedno na začetku pove, da na prvem mestu sta mir in stabilnost Bosne in Hercegovine, seveda. Potem pa nadaljuje s tistimi svojimi. Zdaj, Rusija v resnici, jaz mislim, da ima neko infrastrukturo toliko narejeno, da lahko tudi brez domače pomoči, tudi brez Dodika, kakšne male incidente naredi. Drugače ima pa poleg teh političnih strank, ki jih je več, se pravi ne samo Dodikovo, imamo veliko prosrbskih na več koncih Balkana, imamo pa recimo v Republiki Srpski te neke že skoraj paravojaške skupine, nočni vukovi, ruski kozaki, ki so zelo prisotni, in bi zelo lahko v bistvu sodelovali pri čem takem. Zdaj, kakšnih razmer bi to bilo, ne vem, ampak tukaj v Bosni in Hercegovini si je vsak tudi razlagal to dodatno napotitev Euforjevih vojakov, ki v bistvu so podvojili svoje število, sicer je to 1100 v tem trenutku, si je vsak razlagal v tem smislu, če ne bi nič bilo, potem ne bi mi imeli dodatnih vojakov tam. In zdaj včeraj je šel recimo Dodik v svoji retoriki še eno stopnjo čez, ker je nemški Bundestag razpravljal o tem, da bi napotil svoje vojake tja, in je zdaj on jih primerjal z nacistično Nemčijo, tega bosansko-hercegovskega politika, ki je v bistvu Nemc, in je član SPD-ja in je zelo kritičen do Dodika, ga je pa primerjal s Hitlerjugendom in v bistvu je danes to na nemški strani zelo odmeva. In Dodik v bistvu gre zelo daleč s temi svojimi izjavami. Vsi tega smo navajeni, recimo pri prejšnjem visokem predstavniku mednarodne skupnosti Inskotu je šel včasih res tako daleč, da si prav rekel, mislim, ali si to še lahko sploh predstavljaš v enem politiku, ki je v Evropi, da take stvari izjavlja, ampak ja, jih. Veš, kaj smo imeli, imamo tudi soočenja, kle v Sloveniji, zdaj veš, se tudi sliši marsikaj. K sreči sem zaposlen z vsemi ostalimi stvarmi. To povej, če sem te prav razumel, seveda je ta nenadno odkritje hrbtenice, ki ga je izvedla Evropska unija v odnosu do Bosne in nek bolj oster nastop, imel tudi vsaj nek učink momentalen na Dodika. Zdaj verjamem, da se bo ravnovesje pač nekje na novo vzpostavilo, ampak ker si ravno omenil,
Balkan je poln kandidatk in bodočih kandidatk za članstvo v Evropski uniji. Hkrati je pa Ukrajina tudi v smislu nekega simbolizma in pač tudi politične poteze vložila prošnjo za članstvo in recimo slovenska vlada trenutna zelo zagovarja hitro odobritev statusa kandidatke. Če bi se, sej menda ni velik šans, ampak če bi se kaj takega zgodilo, ali pa to vrstne ideje, se pravi, da bi Ukrajina šla po desni, prihitela balkanske države v tem statusu, koliko zelo popularno, nepopularno je to? Mislim, jaz si predstavljam, da si tam v Severni Makedoniji živiš, od 2005 si že poskušaš v bistvu začeti pogajati. O začetku, to se mi zdi, da ljudje pozabljajo, na začetek pogajanj, ti imaš tam možnosti za blokade, za vse to, vidimo Turčijo, to lahko traja desetletja, ampak da daš začetek pogajanj, mislim, tam je že na zadnje, pa to še je bilo pred Ukrajino, pa ne vem, Moldavija tudi, tudi Bosna in Hercegovina je mimogrede zaprosila za hitro članstvo, pa so izporočili, imate 14 zahtev, ki smo vam jih poslali že ne vem kdaj, ko jih boste izpolnili, vsak mora svojo domačo nalogo narediti, v tem smislu so oni slišali nazaj. To bi bilo, mislim, Severna Makedonija pa Črna Gora bi seveda politično in formalno se izrekli kot podpornici hitrega vključevanja Ukrajine, ampak to bi bilo, že itak nima neke kredibilnosti več Evropska unija v tem smislu. Vse so izpolnili, vse, kar so jim naročili Albanija in Severna Makedonija, in potem pride neka Bolgarija, ki želi zdaj, ne vem, vi govorite bolgarski jezik, priznajete, vi imate bolgarsko kulturo. S takimi stvarmi se ukvarjamo, da je to neverjetno v neki Evropski uniji, ki ne bi bila pojem strpnosti, multikulturnosti in tako naprej. In pol se včasih tukaj recimo vprašamo, si kdo predstavlja, kaj se bo dogajalo med pogajanjih med Srbijo in Hrvaško. Hrvaška pol lahko reče, zdaj pa vi priznajte, da govorite vi samo eno narečje hrvaščine, da ne govorimo še kakšne hujše. Skratka, v Severni Makedoniji, jaz zdaj pokrivam 6 let Balkan, ko sem prišel pred 6 leti in vprašal, kaj je v Evropski uniji, so vsi bili polni elana, upanja, Slovenija je naš zgled, poglejte, začeli smo z iste pozicije, tako rekoč, poglejte nas, poglejte, mi želimo Evropsko unijo. Zdaj je to tako, najprej ti bojo rekli, ta Evropska unija itak nas nočejo, ta Evropska unija itak razpada, ta Evropska unija, poglejte jo, sej, kdo pa je zdaj, kao, ali so Mačari, ali so Nemci, ni več to, je še vedno po mojem sicer edina stvar, ki malo spreminja, edina stvar, ki še malo poganja reforme, vsaj na papirju, pustimo zdaj, koliko je to v realnosti vse izvedeno, ampak sicer je pa... točno to. Kar izvoli, dej. Sam hotel sem še dodati, da je pa mogoče pa zdaj pa res priložnost. Zdaj, da se pravi Evropska unija tako resno loti tega Balkana, stabilnost in zdaj recimo Nemci so tako rekoč dali novemu visokemu predstavniku mednarodne skupnosti, ki ga Dodik mimogrede ne priznava, ker skupaj z Rusijo trdi, da ni bil izvoljen v skladu z mednarodnimi pravili, skratka, da bi ga moglo biti potrjen v Varnostnem svetu Združenih narodov. Skratka, so mu dali na nek način, tako rekoč, bjanko ček, da odstavi Dodika v enem trenutku, ker to on z svojimi bonskimi pooblastili bi teoretično lahko naredil, to je sicer zelo teoretično, ker zadnjič je bonska pooblastila uporabil Incko, ko je dal pač ta zakon o kaznovanju zanikanja genocida v Srebrenici. In zaradi tega zakona, se pravi, ker v Republiki Srbski trdijo, da se v Srebrenici ni zgodil genocid, da se je zgodil zločin, da to pa ni bil genocid in da ves čas pozabljamo na srbske žrtve, zaradi tega so šli oni v bistvu v blokado skupnih institucij. Torej, karkoli zdaj potrjuje v Bosni in Hercegovini in karkoli mora potrditi ta tročlansko predsedstvo, se tam ustavi. Potem imamo tudi druge institucije, ki stojijo, ampak zdaj tukaj ni samo Republika Srbska problem, tukaj je problem tudi bošnjaški del, ki ni uspel svojega parlamenta, v bistvu, mi bomo imeli oktobra naslednje volitve, oni pa še niso uspeli parlamenta konstituirati v Federaciji Bosne in Hercegovine. Skratka, to je
To je ena tako glomazna država z toliko birokracije in vsega, da se posod lahko ustavi, ne? Če imaš pa ti na vrhu nekoga, ki vse to ustavlja, potem pa v resnici vse stoji. Ne? Oni so rabili leta, da so odgovorili samo na vprašalnik Evropske unije. Ne? No, viš, to sem ti v bistvu hotela čisto samo pritrditi, ker jaz tudi že kar nekaj let hodim na različne konce Balkana in nekaj let nazaj še tisti totalen entuziazem pa Evropska unija. Zdaj pa recimo zadnjič sem se pogovarjala s kolegom iz Prištine, ne, poln kufer imajo vseh nalog in vseh vprašalnikov in vseh pogojev, ki jim jih dajemo, vse izpolnili pa nikamor ne pridejo in ob omembi sem jaz tudi vprašala, ne, kaj pa če bi Ukrajinci po hitri ali pa hitrejši poti šli, živc mu je padel po tleh. Tako da po mojem je pri Makedoncih, Črnogorcih, pri vseh približno enako, ne? Ker ti res nikamor ne pridejo, pa so verjeten v tem statusu razvoja ali pa izpolnjevanja teh nekih standardov, ki terjajo ali pa morajo biti izpolnjeni, da se priključiš Evropski uniji, verjetno na višjem nivoju kot Ukrajina, ne? Absolutno, ne. Severna Makedonija v resnici ne. Pustimo, da je v kompletju država pač revnejša, ampak tam v resnici imajo vse, ne, tudi vse so izpolnili, tudi ta pogajanja s Severno Makedonijo bi šla lahko relativno hitro, jaz mislim, ne. Ampak, ko si omenila Kosovo, ne, oni še vedno rabijo vizum za vstop v Evropsko unijo, ne. Kje so oni, ne? To je pa ta drug moment, ko je živc po tleh padel. Ja. In čist verjamem, ne, ker v Evropski uniji v bistvu so vse institucije potrdile, ne, ampak mi imamo zdaj pač ta problem ali pa strah pred, ne vem, Kosovari in Albanci, ki so organizirane kriminalne združbe v Franciji in na Nizozemskem in tako naprej. In zaradi tega v bistvu zdaj cel proces stoji in potem srečuješ. Jaz sem srečal enkrat državno prvakinjo v šahu, ki je hotela iti na nek turnir in je stala tam 2 dni za neke vize in se s takimi stvarmi ukvarjala in potem sem rekel, ne, državna prvakinja v šahu, se pravi, mora biti strašno inteligentna, se pravi, verjetno tudi ni tako, da bi zdaj ne bi vedela, kaj narediti v to, ampak ona se mora zdaj, preden gre na olimpijado, ukvarjati s to birokracijo in dobiti vizo, da gre v Bruselj. Mislim, to je vse. Ne, nam je ta Evropska unija in to prehajanje meje bilo nekaj časa tako ful samoumevno pa to. Ko prideš sem na Balkan, ne, pa še posebej v kakšnem poletju, tukaj sam stojiš na mejah, se jeziš in potem po drugi strani pa poslušaš potem te srbske in druge politike, ne, ki vedno zvalijo vse težave na Evropsko unijo, tako da nič čudnega, ne, da ima Evropska unija pa tudi tukaj nima neke dobre strategije. Ne. Tukaj, če kaj zgradijo Kitajci ali pa Rusi, to vse frči, vsi so tam, najvišji predstavniki. Evropska unija, ne, če vprašaš enega poprečnega Srba, a vam kaj pomagajo, bo on rekel, ne, sam probleme imamo z njimi, ker moramo kar naprej nekaj spreminjati, ne. Teh 1000 stvari, ki so povsod, ne, na vsaki cesti je ta bila Evropska unija. To je treba tudi na nek način malo spromovirati. Ne. Kitajci in Rusi so pač to znali, ne, kaj, ni druge za reči. No, ob veliki pomoči, še enkrat, ob veliki pomoči. Tukaj so res tako odrihali po Evropski uniji, takrat, ko je bil ta COVID, ne. Sej je res na začetku bila pač blokada teh cepiv na Zahodni Balkan, ampak se je to zelo hitro spremenili in so potem avioni prihajali pomoči in vse, ampak v najboljšem primeru je tja prišel državni sekretar, ne. Če je prišel avion za Kitajske, sta bila ali premier, ali premierka, ali predsednik in to je pomenilo tudi potem, ne, 30 minut v informativnih oddajah, ne. Težko je, no, ta odnos opisati, ne. Sej po drugi strani res veliko ljudi želi, da bi izgledali na koncu, da bi Srbija izgledala tako kot Slovenija. Tukaj tokrat poslušaš, koliko je pri vas čisto, ne. Pa je res, ampak je res, ne. Jaz zdaj vsakič, ko pridem v Slovenijo, na vsakem križišču, ko se ustavim, najprej pogledam čez okno, okej, ne, če je ena piksna v redu. Tukaj, ko prideš na eno križišče, ker se malo več stoji, ne, vsak sprazen svoj avto. Se s tabo pogovarja, ne, kadi cigaret in razlaga, kako je trava zelena v Sloveniji, na koncu ga bo vrgel, ne, in šel naprej. To je en proces, pa zdaj govorim o okolju, ne, kaj šele v Evropski uniji in temu, da se malo od Rusije, da začnejo majčkeno bolj mogoče racionalno gledati na vse skupaj, ne. Tukaj ni racionalnosti v tem odnosu, ne, to je samo čustva so. Madžarska sicer ni tvoj teritorij, ne, oziroma ne direktno, sta pa Vučić in Orban bila zelo prijatelja zdajle zadnje čase, celo skupaj sta mahala v prazno z vlaka. Bolj Vučić kot Orban. Ja, Orban je več kot čuden gledal, ni bilo čisto jasno, kaj se dogaja, ne. Ampak se mi zdi, da Bolgarija je pa bliže, ne, tvojemu rajonu
In nekak sentiment tam je v bistvu podoben na nek način, glede vojne v Ukrajini in zahodnega, se pravi, upletanja pomoči in tako dalje, kot na Madžarskem, ampak se o tem dosti manj govori. A je Bolgarija tisti manj znani problem child, ta hip, kar se tiče odnosov na Balkanu, pa z vzhodno Evropo in Ukrajino? Jaz mislim, v Bolgariji to tudi ni nič novega, ne? In oni so tam res odvisni, ne? Čist od ruskih energentov, ne? In zakaj pa Evropska unija takrat sprejela Romunijo pa Bolgarijo, ne? v svoje vrste, ne? Iz čist geostrateškega razloga, ne? Saj smo vsi vedeli, da niso zdaj, da je tam še vedno korupcija, da je tam vse živo, ampak smo jih sprejeli ravno zato, da v primeru, da se kaj takega zgodi, da bojo na pravi strani, ne? In razlika recimo med Srbijo pa Bolgarijo je po mojem ta, da se v Bolgariji veliko bolj sliši te proevropske politike, imajo tudi svoje funkcije. Tukaj je vse zelo preračunano, ne? In vse, ko enkrat računaš, vidiš, da je seveda bistveno večje telo podpira dobre odnose z Rusijo in se pač tudi tako odločiš. Jaz jih nimam za problem čalde, no, po svoje jih na nek način razumem, no, ampak ja, ne, tam imamo vsakič, ne, na vsakih volitvah to marsikateri volilec dilemo, ne, poleg tega, kdo mu je všeč, zdaj, a bo glasoval bolj pro-rusko ali bo glasoval bolj pro-evropsko. Mene recimo presenetilo v Moldaviji, ne, da teh dilem nimajo, ne, vsaj po zadnjih volitvah, ne, tam imajo zdaj trenutno zelo pro-evropske politike, ampak tudi tam se to lahko v hipu spremeni, pridejo nove volitve, nekaj se bo zgodil, neka afera, nekaj bo te odneslo, bojo prišli naslednji in tisti naslednji bojo razmišljali čisto drugače. Ne vem, no, bomo videli, no, tako, bom mogel kaj pogledati tudi tja, no, na zadnje sem že kar dolgo v Bolgariji, ja. Aljaša, postavimo počasi piko. Mislim, da bo treba, ja. Za konc, sam povej, kaj naj gledamo, spremljamo, da dobimo pravo sliko o tem, kar se dogaja v regiji. Kaj bi ti predlagal? Ali pa tudi malo, kaj pričakuješ, da se bo dogajalo v naslednjih mesecih? Po mojem bomo zelo sfokusirani na Bosno in Hercegovino, ker po mojem, da Dodik ne bo odnehal, ker je zdaj dobil neko pač priložnost, pa bomo pa videli, kakšen odgovor in koliko enoten bo dobil iz Evropske unije zdaj začutil, ne, zdaj ima podporo madžarskega zunanjega ministra, zdaj mislim, da bo šel naprej, ker tudi računa, da bo madžarski zunanji minister morda poskrbel za malo širšo podporo znotraj Višegrajske četverice, čeprav tudi to vidimo, ne, da ne funkcionira več čisto, kot bi si želeli. Tukaj se bomo ukvarjali zdaj še 2 meseca s tem, ali lahko opozicija prevzame Beograd, ob čemer nimajo skoraj po mojem nobenih možnosti, ne? Ker zdaj bomo tukaj mi ponavljali volitve na parih voliščih in je neka teorija, da če bi vsi glasovali za Tadića, bivšega predsednika, ki je recimo izpadel, ne? Niti v Beogradu ni prišel, niti v parlament ni prišel, da bi v tem primeru lahko potem bil to začetek padca v bistvu SNS-a tukaj naprednjakov, ne? Ker naprednjaki so tukaj zelo razočarani bili na parlamentarnih volitvah, saj so zmagovalci, ampak zdaj se morajo koalirati z Dačićem, ne, prej ni bilo treba, prej so to počeli z vljudnosti, mogoče tudi zato, ker niso vedeli, če ga bojo kdaj rabili, ne. Potem Kosovo, Srbija, ne, nismo imeli Črne Gore nismo imeli v tem kontekstu, to je zelo pomembna država, ne, tam imamo proruske, prosrbske stranke, v bistvu se je cela opozicija združila zato, da je zrušila Đukanovića, ampak so se zdaj zrušile te koalicije, danes so na komaj sprejeli sankcije po 3 poskusih, ob čemer sta se premier in zunanji minister na prejšnji seji skoraj fizično obračunala med sabo, ker je premier rekel, da on ne bo prevzel odgovornosti za sankcije proti Rusiji, ne to prevzame zunanji minister, on je pa rekel, da tega tudi ne bo naredil. Ne? Tako da ni konca, no, tukaj res ni konca. Ne? Potem bojo pa zdaj začele te Severna Makedonija in Albanija počasi razmišljati, ne, ali bo zdaj spet morda prišel kakšen datum, da se mi lahko začnemo pogajati. Če se ne bojo začeli pogajati, se bojo v bistvu še posebej v Makedoniji, se lahko ta oblast sesuje in pride nazaj, se pravi, VMRO, DPMNE. To je... Boštjan, čim prej v Slovenijo poservisirati opremo, ker to boš imel ti dramo še. Ja. Tukaj drame ni nikoli konc. Saj to je v bistvu,
To je v bistvu super, ne? Tako, mislim, za dopisnika. Ne? Sam ne ostanete, ki je prav dosti časa za kakšne lepše stvari, ker to je tudi problem z Balkana. Ne? Mi v Balkanu lahko skozi poročamo o slabih stvarih in te so vedno ful zaželene. Tega, da bi pa pokazaš v bistvu, da ni tako strašno med ljudmi, kot je med politiki, ne? Zato pa žal ostane malo premalo časa, ker ljudje imajo vsi isti problem, ne? Kako preživeti iz meseca v mesec. To povej, sorry. Ne, na Balkanu se dobro je, vsaj jaz vedno dobro je. Kako zdržuješ, ohranjaš, da si v formi? Kako se to da na Balkanu? Slabo, zaradi tega, ker recimo te službene poti zdaj Romunija, Moldavija, to res, ampak res se po moje sliši tako kliše, ampak jaz res nisem imel časa jesti do 11. zvečer in pol, ne, tam ješ nekaj nezdravega po možnosti, mislim, mi da sva natepavala toast in paštete ene parkrat, ne, ker sem jaz to ful pametno kupil, preden sva šla, ker sem rekel, jo, tam bo zihar štala, ne, ker to so res, mi da sva spala po nekih vaseh, ker v bistvu na koncu več ni bilo prostora in tako, skratka, slabo vzdržujem, ampak mogoče dobra stvar je to, da vam pa zdaj tega grila in vsega tega že vrh glave, res. Ful hvala za tvoj čas, no, in za to, da si nas malo v drobovje tega dogajanja na Balkanu pelil. Hvala ti. Z veseljem.